Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage 8:39 minut, pa so prišli prijatelji iz Pivke in okolice, Simon in Peter, lep pozdrav. Dobro jutro. Dobro jutro, Slovenija. Ana Pupedan vibrira že nekaj desetletij, tako da najprej hvala lepa, da ste prišli v živo, da ste prišli direktno in da ste prisotni in prisebni ali deloma prisebni, ali kako bi se vidva seštela v tem jutru, recimo. Jaz sem spal. Od 11 do Kljukica. 5. Kljukica, jaz sem ok. kljukica. Pa Simon? Maš kaj, jaz zjutraj nisem bil tako fajn, ker dve noči na spinki, sem mesečnik, me malo luna nosi, zdaj je polna luna, ma sem polk, sem spil pa tu fino kafe vaša z avtomata, sem prišel pa k sebi hitro, pa malo smo še muziko provali, pa tu, ja, fajn sem. Ampak dobro, tile jutrajni koncerti so seveda malce drugačna reč, ampak je pa špil, ne? In za band je špil nek adrenalin, ne? Adrenalin prinesete seboj v nahrbtniku, v steklenici, v kitari, v prijateljstvu, ki je skrit ta naboj, zdaj pa bomo zaigrali, recimo. Mislim, adrenalin je zmeraj pred špilom, mene je zmeraj strah, še zmeraj po tolikih letih, pa smo veš, koliko špilov smo mi imeli. Sam smo zmeraj tremo in pol, včasih se ubije tudi s kakšno, kakor si rekel, s kakšno flašo, ne. Man ja zdaj pretiravati, samo pomaga. Tako da je, adrenalin je zdrava stvar. Ja, tle se ga tudi ubija se z tem vašim štajerskim pozitivizmom, temi vašimi nasmejanimi obrazi. Štajerci pa Primorci smo bili zmeraj ena taka dobra ves. Sam res veš ful, tako sem po prvi tle na radio, vsi tako prijazni, vsi tako fajn. Kako češ biti slabe ure? Ja. Potem se vprašamo, zakaj že niste prej prišli, ne? Ampak na to lahko navežemo tudi na pač žalostno vest, ki se je zgodila z Markom, ampak ste se odločili nadaljevati in ste si pripeljali ne novega člana, ampak starega prijatelja v band, ne? Ja, Marko je pač preminil, žalostno, res tragično, nas je precej potrlo in sam muzika je močna stvar, mi smo si želeli pojeti naprej in edina in prva misel je bil Andrej Pirjevc, naš star prijatelj, dober bubnar tudi, ker mi nismo hoteli enega člana, da bo sam prišel od špilov tisto, kakor en plačanc, ne? Ampak smo hoteli, da bi bili še zmeri band, kakor ena klapa, tako da še zmeri tu funkcionira po starem Ana Pupedan, kakor je do zdaj funkcionirala z Markotem, ne? Zato je Pirjevc ta pravi, ki je naš prijatelj. Tu nas je tudi vsa ta desetletja, prej se omenil nekaj desetletij, ne? Pa res gremo v 4. desetletje, da verjamem tudi, lahko govorimo o imenu celega benda, da nikoli nismo mogli iti na špil. Veš, vedno je bila ta srž, ta energija, gremo. Dostikrat smo čakali pred vrati, da so odklenili, dostikrat so nas tudi odslovili. Ja. Ampak dobro, ne? Gre se za to, da pri vas se hitro začuti tudi iz same glasbe ven, da je glasba tisti ventil, ne? Ko spraviš ven tisto, kaj opaziš, kar te zmoti, kar te žene, tisto dodatno, tisto srž, ki jo imaš, ne? Je pa seveda glasba tudi kreativni proces in enkrat je potrebno, ko se odločiš, da boš komad naredil, se nekako zmeniti, ne? Kdaj in kdo je tisti, ali ste vsi skupaj, ki rečete, ok, zdaj pa, ne? Ta komad je pa v redu, ne? Tu pa ne bomo zdaj več nič spreminjali, dajmo mi to posnet, ne? Je kak lider benda ali ste hudo demokratičen bend, recimo? Prej smo drugače delali muziko, na drugačen način v preteklosti, ne? Ker smo imeli več cajta, več smo se družili in tudi je muzika nastajala bolj tako skupaj. Zdaj, zadnjo plato smo delali, je bila pa čisto drugače, ne? Ker je bila korona in cel cajt ti ukrepi in vse tu, kar je bilo. Mi smo se pol neki družili in tu smo imeli eno klet tam prav pri Markoti, ki je tudi na plati, tista kantina. In sam je bilo pa tako, Uni ima službo, Boštjan skozi odsoten nek in pol, on je v glavnem pisal komade, muziko, ne, in nam pošiljal tu kar po interneti, na nek tak način smo pol tu pali noter, se naposlušali tiste muzike, prvič, da smo delali muziko tako plastično bolj, ne. Zdaj jaz upam, da zdaj naprej, ko smo se spet da bo šlo drugače, da bomo delali spet kakor prej, da se bomo dobili in da bo ta kreativni proces
skupnega delanja muzike. Ne? Tako, tu je prav. Tu je občutek. Tudi če je neka osnova narejena, ne? Pa da se pol vsak neki dene svojega noter. Da vsak da neki noter postane malo bolj rožnato. Je videti, zvočno sliko vidiš, tudi pri ostalih bendih, kako je to narejeno vse, bolj online. Dati dodano vrednost, vsak neki, in kot si prej rekel, ne, kdo je šef benda. Ne, šefa benda ni. Ne, res je ta, dajmo reči v navednicah, demokratičnost je prisotna. Ne. Tudi smo vsi predsedniki društva in smo vsi šefi Ane Popedan. To glede društva sem izbrskal zanimivo reč. Nepridobitne institucije, ki upravljajo storitve za gospodinstva. Tam je všeč, recimo. Smo kulinariki, smo gurmani smo, tako da bi bil že skrajen čas, da bi tudi kaj skuhali v ta namen. Ja. No, muzike ste kar nekaj že nakuhali do zdaj. Ostali ste zvesti svojemu zvoku, svojemu načinu, pa ne bom rekel samo ironije, ampak tudi neke dela provokacije, kakorkoli. Ne jemljete se preresno, ne? To je tista reč. Ne? Mislim, glasbo jemljete resno, ampak ne preresno v dobrem smislu. Ja, veš kaj, meni se zdi ful pomembno tako, da človek, da se zna sam sebe norca delati. Tu znajo Bosanci dobro, recimo, ne? Pa, ker tisti, ko, ne vem, se sam sebe ne zna delati norca, je nekaj narobe z njim, se mi zdi, veš, tako da cel cajt sam sebe poudarja, ko je on superioren, pa tu. Mi priznavamo svoje napake, ne je problem. Znamo reči oprosti. In vse. In tudi. Življenjsko, tako, to je vse življenjsko. Pozabljamo. Taka je pol tudi muzika, taka so besedila, nekaj kritiziramo, kdaj kaj tudi pohvalimo. Vse veš, kukar je življenje narejeno, da nekako prenašamo noter muziko. Se trudimo to primatskost ohraniti, to neandertalskost, ne? Veš, tam blizu Pivke so najdli eno tako kučico, kamor so neandertalci živeli, ne? Pa tudi oba sva še zmeraj bolj kev neandertalske posle, kev kamen, ne? Mi smo kremenčkovi, delamo suhe zide. Mi smo skozi v kamni. Take stvari nas vlečejo in tu je super, če grem malo osebno, mene je zelo malo stvari zanimalo v življenju. Jaz sem, ne vem, 5. razredu osnovne šole sem risal kitare po zvezku in to kitare. Mama, kupi kitaro! No in pa te mama kupila kitaro. In sem srečen vsaj tu, da me v življenju zanima glasba in zdaj kamen. Vse v redu. Jaz mislim, da ni potrebno v življenju se za nič opravičevati, dokler je v skladu z zakonom, recimo. Ampak tudi to je lahko. In da smo živi in zdravi. Tako. Radio SI, Main Stage. 8:53 minut, Ana Popedan, Simon in Peter, še enkrat lepo pozdravljena. Moramo seveda omeniti še druge člane, tudi ne, da ne bo izpadlo, kot da sta duo Ana Popedan. Ne? Kdo je še prišel zraven danes? Vsi, ki morajo še kakšen tretja roka mogoče? Ne, kar v originalu, zdaj novem, ja. Še Boštjan Požar na kitari in Andrej Pirjevec na bobnih. In vsi skupaj tvorite prijateljico Ano. V prihodnosti imate kar nekaj planov, temu se bomo vrnili potem, ko pridete ponovno iz studia. Jaz bi se vrnil na komad Življenja čaše, ki je nekako povezal to, mogoče, kaj ste v preteklih skoraj 40 letih spoznali o sebi in o muziki. Ne? Tako je bilo razumeti komad, ne? Kot nek pogled nazaj, samo ironičen. Ja, veš kaj je tu zanimivo, je, ne? Da ta komad je napisal Mare. Ne? Mare prej ni pisal tekstu, sam za nazadnjo plato je napisal enih 5 tekstov in eden je tudi ta Življenja čaše. To je kakor en testament njegov, se mi zdi. Ne? In če tako pogledaš, je tudi recimo, kakor, ne vem, zgleda, da človek res nekaj začuti, zasluti, ne? Da je v odhajanji. Ker tle, recimo, Življenja čaše dvignimo zase, na Eksi spimo in do dna, ta volja do življenja, saj hitro mine življenje naše na svetu, ker smo vsi doma. In sem tako, ko sem videl, kar se je tu zgodilo, mislim, tip je napisal
tako testament in dober tekst in tako, ko prej nikoli ni pisal tekstov, ne, štekaš, zdaj pa napisal dobre tekste. Ja. To je prav, Hvala, Mare. ja, res. Ja, Tako še zmeraj, ker pomislim na te stvari, tako mi smo kuhrli. Ja. Tako. In tudi kot je Nikola Tesla rekel, ne, vse tirnice živega so nekako povezane znotraj tega našega planeta. Vi ste ostali in boste to seveda nadaljevali še naprej, dokler ne bo nekomu recimo odpadla roka, si predstavljam. Ne. Potem pa bo mogoče, ne vem, umetna inteligenca pomagala, Pero, če bo roka šla ali kaj. Ja, vse vidiš, tam že so neki... Gledal sem Planico slučajno, sta tam že neka dva robota plesala, ne. Mislim, vse roboti že igrajo kitare. Ja, vse znajo. Roboti igrajo kitare, seveda, ne, pač, mi smo pa že, mislim, ta rokodelska dediščina je pa že deficitarna, ne. Ker vem, Svetovno združenje antropologov ima že igranje na instrumente kot deficitarni poklic, ne. To so vse deficitarni poklici, ne. Že človek nekaj zna, mislim, po moje tudi kuhan, kaj doma skuhati, je deficitarni poklic. Da upravljanje stroje je deficitarni poklic. Ja. Kaj, greš v Lidl tam 4 uri popoldne, se službe, kupiš 2 paketka, poješ in to je to, in greš spat, drugi dan gremo dalje. Aplikacije so nadomestile vse to, kar nas je delalo človeške, ne? Gibamo se manj, tudi mentalno se manj gibamo, ampak s pomočjo Ane Popedan se lahko človek mentalno še naprej razgibava, če si upa, ne? Kot sta videla rekla, če si najprej prizna, da bo sprejel to, kar sliši, ne? In pri vas je ta povezanost v glasbi in ta kolegialnost, ki ste jo razvili, tista vez, ki najbrž ne bo nikoli odšla, ne? Ma tu je genetika sploh celotnega človeštva. Mislim, lahko se mi igramo z nekimi digitalnimi platformami, AI, pač UI, umetnimi inteligencami in to je vse super fajn. To je sam strah in trepet za nas. Ne? Mislim, mi pa še zmeraj ostajamo isti, še zmeraj teče kri po naših žilah. Ker bomo zgubili druženje, bolj ne bo več fajn. Ne bo več fajn. Družiti se je treba in se izogibati. Jaz zmeraj vidim, tudi jaz sem navlečen na telefon. Ja, seveda. Kaj misliš, da jaz le govorim, ko se mi družimo. Res se družimo. Ja. Po drugi strani pa zgebiš tudi full cajt, tako cel cajt neki brskaš. Ne? In ne vem, sem videl v Avstriji so imeli en projekt, ko so mularija imela 3 tedne, so bili brez telefona, so bili osvobojeni po 3 tednah, niso mogli povedati, kako so se imeli fajn, razumeš? In tu, po moje, dokler so bile tiste ciklice, ko si lahko sam klicu pa message pošiljajo, je bilo super. Ko so prišli pametni telefoni, ni več tako lepo na temi svetih, vsaj meni ne. Je pa res sem zasledil, da prihaja neka nova generacija, zdaj ne vem, žnje X ali ne vem kako. Alfa, beta, ki se odpoveduje socialnim mrežam. Pač hodijo kupovati plate, imajo doma LP-je. Se pravi. So čisto out in tu mlajša generacija, tako da mlajša generacija je... Ne, na mladih svet stoji. Ne? Vedno se nekako, ne, kot smo se mi upirali našim staršem, se bodo oni pač nam, ampak očitno na malce drugačen način. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage 9:26 minut, Simon in Peter ponovno z nami. Ana Popedan je zvok nastavila. Je Ana Popedan zahtevna, ko se zvok nastavlja, ali na 3/4 pa je v redu? Pero je majster od zvoka, ne tu vam povej. Kadar so mojstri za mešalno mizo, Ana Popedan molči. Molči. Prej sem vaju hotel vprašati, pa še ni bilo priložnosti, kako je pa kaj z akustično verzijo Ante Popedan, še kaj špilate? Tudi to, kdaj vzamete ljudske instrumente v roke? Veš kaj, zdaj se je malo spremenilo, ker prej smo imeli Mareta, Mare je mu tisti buben in tu. In zdaj pa smo že igrali, tudi mi, samo zdaj Andrej ima kahon in igra na tisto, ima prav tačko, bas tačko in tu. In smo imeli celo špil letos, 6 komadov, na eni prireditvi od enega zbora, dalmatinskega. To je bil prvi naš špil. Ja, naš prvi špil je bil tu in je bilo izvrstno. Res super je bilo. Smo pa zdaj dosti postavljali Ano smo postavili zdaj, slabo leto. Načeloma postavili smo band od začetka. Ja. Toliko komadov imamo in to je bilo treba vse naštedirati na novo. Sej Andrej je majster, on je tu takoj
se navadil komade, samo da komadi pol zazvenijo po pupedansku, rabiš pa drill, ne? In tu je bilo kar dosti dela s tem. Ne? Ja. Dosti. Načeloma spoznavaš samega sebe od začetka in vidiš tudi, kaj, tako eno retrospektivo dobiš, preslikavo, kaj si vse naredil, ne? Ker greš enkrat skozi in tudi vidiš, da ta glasba ni tako enostavna, je kar kompleksna stvar. Andrej je izobražen glasbenik in je rekel, veste, fante, vi ste tako kot mali Frank Zappa, ne? Ja, se po pristopu. Je kompleksna stvar, ja. Torej se je zgodil tisti aha efekt, ne? Ja. Pri samem. Kar tako se ti zdi fajn. Je pa tudi zanimivo, ko odkriješ dosti komadov, ko jih ne igramo več, ne? Da jih prav brez veze ne igramo več, ko so dobri. Ne? In smo celo par komadov potegnili nazaj iz naftalina ven in jih bomo zdaj nazaj špilali. Ja. Ene celo ne znamo več zaigrati. Dosti njih. Res, veš, ko so taki komadi, da je treba neki, ni samo G pa C pa D, ko je treba neki zašpilati, ne? In enostavno kitarist, ki je mu take bolj zahtevne, sploh ne vedo, od kje se ga lotiti. Pa smo ga špilili prej, recimo. Ne? Tako da zdaj tu je treba zvaditi nazaj. Ker če smo že pri tem, če malo razdrobimo, ne, to zgodbo, ker smo delali glasbo, še ko smo bili mladi, pa malo bili principalni, malo bili zagriženi, kakor je malo zadišalo po mainstreamu, ne, veš, one, stop, ne, tu je, ne bom zdaj omenil znanega slovenskega benda, tu je slišati kot ta bend, ne, zlomi tle, takoj, triola, aha, tle mora biti neki break, ok, v redu je. Je pa zadnja plošča naši kantini, smo pa prav rekli, pa dajmo mi malo radijske muzike narediti, ne, kao, to bi prav tako spet je bilo malo načrtno tudi to narediti. Ja, se včasih veš, narediš, ne vem, tudi nekateri drugi svetski bendi, če rečemo, so začeli prakticirati, ne vem, single ali dva radio friendly, ne, da potem pač potegneš pozornost nase in potem nekdo odkrije še tvojo drugo plat in se ti tudi druga plat dvigne. Preko onih dveh komadov prešvercaš pol mrče kakšnega drugega v eter. Ja. Prejle smo nekako načeli tudi, obetajo se koncerti, ne? V bistvu ne vaditi za ston, bi se temu reklo, ne? Ne, kar ja, katero smo nekako dali ta prvi koncert pri Peku, ne, to je bil koncert v bližini Ilirske Bistrice. Tam načeloma bi mogli mi imeti naslednji koncert z Maretom, pač po ti tragični nesreči lani. In smo potem rekli, da smo se lih nekako potem dobili in zložili to Ano Popedanje, smo rekli, to bi bilo pa super zdaj, da štartamo tam, kamor bi mogli štartati. Kako je na simbolika. Kamor smo končali, mala simbolika. Ne. Tako da tam smo začeli, zdaj smo imeli par koncertov bolj manjšega formata, načeloma tudi super, da se malo tudi ujamemo, tudi kar se tiče stagea. Zdaj pa kar nadaljujemo, ja. Dobro, jutri v studiu, Jork v Dekanih, potem pa 10. Gala Hala v Ljubljani, 17. Hangar, v Izoli. Izola, 26. Vipava, ja, tako da prihajamo prvič po enem letu pa pol domov, mi rečemo Vipavska dolina, Ajdovska Vipavska dolina je naš dom. Ne bi zdaj dal pivke kot ne dom, ampak tam res, tam pride, tam nas folk ima res rad. Tam smo res kot doma. In 9.5. je pa pivški občinski praznik, Dan zmage. Dan zmage, ja. In memoriam Dio Mare v Pivki. Tako da lepo vsi povabljeni na ta veliki dogodek z gosti. Je pa res to, da do junija, ja, do konca junija smo booked, tako da niti ne kličite več. Ja, no, ampak ne, tudi Simon se bo pražnje oblekel, ne, pražnje v smislu primerno prazniku, ne, v tem smislu, ne. Seveda. Ampak pred tem pa seveda sledi danes še radijski koncert na Radio SI. Koliko sem gledal samo playlistu, seveda brez presenečenja najprej Dio Mare za začetek, potem pa kako je potekal izbor komadov, recimo, kako ste s pinceto šli po playlisti ali kako? Pojma nemam, tu bi malo Boštjan je naredil ta playlisto. Tako da pol nam je dal na mail in mi nam se zdelo okej. Tako da kaj je v anu glavi, le nemam pojma. Ja, edino, kaj je bilo, ne, pošle mail, ne, tistih 8 komadov,
No, dej takej sugestirati, ne, nič 3 dni nobenega maila, ne, pa sem jaz napisal, dej rajš ta komad za meni tu, no okej, tako smo zamenjali. Ne. Tako da, ja, tu je spet ta kolegijalnost, vsak ima nekaj, ne. Tudi Boštjan dela scenosled za Memorial in Memoriam v Pivki. Vsak nekako prevzame neka dela in nekako štukamo in narinemo. Bomo imeli pa kar nekaj gostov tudi, ne? Ja. Ne bo slabo, da povemo. Da povemo? Sem si vzel plakat. Ja, brez problema, lahko. Se pravi, gosti so Anika Horvat, Jani Kovačič, Vroči pedoči, tu so eni mulci z Izole, ki špilejo Ana Popedan tudi. Ne bomo že, ko bi rekel, Cover band. Pol je ansambel Snežnik, to je star narodno-zabavni ansambel z naših koncev, ko smo mi v tem akustični varianti dosti njihovih komadov špilili. Pol je Marko Hatlak, pa Boštjan Gombač, Rudi Bučar, Dragomir Slejmev, Miha Žele, tu je tudi en mul od našega prijatelja, bo en solo zašpilil, in Jana Olivieri, tu je pa z benda Fregatura, tu je še Marko Brecel, scena, tam punk in tu. Ona bo zašpila Sanje Punkerja. Sanje Punkerja. Torej, vidite, ne, ta povezovanje scene, ne, kot je nekdaj bilo potrebno, ne, da si prišel do ljudi, si se povezal z drugimi, si imel skupen špil, so ljudje spoznali muziko našo, vašo, tvojo. Ta neka skupnost, ne, te muzike je zelo pomembna tudi zato, da imaš neko motivacijo, da veš, da ne igraš samo v vesolje, ne? Da te nekdo sliši, da te nekdo proba razumeti. Ja. Ta medgeneracijskost, ne, malo smo tudi gledali to res, ta band Vroči pedoči, mene so fascinirali. Zelo si stari 15 let. Še ne, mislim, pa igrajo življenja čaše, ker komat ni tako enostaven. Mislim, tam mali piči linijo, 4 minute, krasno. Ne. Super band, super. Zelo vi slišaš tisto, veš, na Facebooku smo videli, so nekaj objavili, smo jih tam imamo povabiti. Super, pa imaš tako neki frišnega mulci lepo, oni tudi zadovoljni, bodo igrali lepo varne koncerti. Imamo širok okus, glasbeni širok okus, tukaj smo tudi gledali malo, naprimer tu so tudi Markotovi dobri, tesni in prijatelji in on je bil oboževal te ljudi in tudi in obratno. Je pa tako da pridite, lepo bo. Ja, se bomo še kaj o tem rekli, ko sta ravno govorila o različnih glasbenih okusih. Sharky Super Machine, Harry Mary, je priletela tudi po mailu ali kako je bilo to? Harry Mary je priletel tam z Nizozemske enkrat na festival drugačne glasbe Trnje in smo bili vsi frapirani nad njim, smo ga kar ovekovečili kot enega premodernista popa, novega popa, ne. Tako je priletel, malo je priletel. Pa smo že celo nekaj smo igrali skupaj enkrat. Tudi s Harryjem Maryjem smo imeli igrali. Smo imeli turnejo, pa tu. Kojno turnejo, kak tip, neverjeten, res. Neverjeten tip, ne, pa tudi kot mi tipi neverjetni, če gledaš kakšen zbor glasbe smo si naredili, res, če gledam leta nazaj v največjemu trušču glasbenem, ko smo imeli po 100 koncertov na letu, smo imeli v CD-playerju, v kombiju Beneške fante. Ja. Ali pa če smo že kaj poslušali, smo poslušali Radio Ars. To je to. To se strinja. Ja, imamo radi kvalitetno glasbo. How we feeling? Radio SI, Main Stage. Tako, 49 minut, Simon in Peter, Ana Popedan, za konec bomo samo rekli, da bomo ustrajali, ne? Da bomo igrali. Kako pa je kaj z načrti za snemanje? Prej si omenil studio, to pomeni kaj? Snemanje za naprej, snemanje za vse, kar je že dogovorjeno, ali bomo videli, kaj bo nastalo? Zdaj, jutri gremo v studio, posnamemo komata Dio Mare, Simon ga napisal. In lahko poveš, kar poveš, ostalo pa boš drugič. Ok, dobro, da si mi rekel, da ne povem tega z... Neka presenečenja ne ostane. Ja, bo presenečenja. Ja. In eno presenečenje še snemamo, tako da dobro, pucamo tudi ene stare stvari, Resničen svet bomo snemali, ne? Ja. Resničen svet ni bil še, Resničen svet
To je ena pesem, ki je tudi Simon napisal v samosvojitveni vojni za Slovenijo, ki ni bil uradno še posnet. Nema studijske verzije. Nema studijske verzije. Zdaj, ko gremo, tu bomo s to potjo posneli še Tako. tako mat, kaj. Pa skoraj zmeri igramo na vsakem špili, pa si zasluži, da je, kaj, da ima studijsko verzijo, ne. Tako. Ja. Ampak glede na to, kako se, kot smo se tudi izven etra pogovarjali, se svet nekako vrača v nekih ciklih, teksta najbrž ni potrebno nič spreminjati, ne? Ne, ker tisto je prav dotičen tekst za tisto obdobje, za tisto, bi rekel, 10 dni vojne praktično. Tako da tisto je zabetonirano tam. Se je zateknilo v 91 leti. Kot še kaj ali kdo drug tudi. Ampak vendarle. Dobro, fanta, hvala lepa za ta pogovor. Komaj čakamo na koncert, ki se prične čez pol ure. Če pa vas želijo prijatelji in prijateljice kontaktirati ali naročiti kakšno majico ali kaj, pa najbrž ste na voljo, ne? Zdaj smo prav nove majice naredili, so še tople in bomo imeli tudi spletno prodajo, ne moramo vse tako naenkrat. Mi bomo zdaj mali tu imeli vse, vse se da. Če ne, pa ne nas kličejo, bomo poslali. Tako, vse je kontakt na netu. Ne, čas kratkih rokavov še prihaja, tako da še zmeraj vse aktualno. Simon in Peter, hvala lepa in naj vibrira še naslednje desetletje. Hvala lepa, hvala Maribor, smo veseli, da smo tle. Radio SI Main Stage.